Pred nekoliko več kot letom dni je v Kamniku postala zelo pereča problematika prostih mest v otroških vrtcih. Potem, ko so starši v vrtec zavrnjenih otrok ustanovili civilno iniciativo in začeli s svojimi akcijami, se je marsikaj spremenilo in v Kamniku smo dobili že kar precej objektov za nove otroške vrtce. Vendar civilna iniciativa staršev po volitvah ponovno opozarja na še neurejeno problematiko. V času pred volitvami smo imeli občutek nekako, da se je problematika vrtcev umirila. Videli smo tudi nekatere nove objekte, v katerih bodo vrtci, vendar, kot pravite, sedaj temu ni tako. Problematika otroškega varstva v občini Kamnik še ni rešena, mi se samo nismo hoteli vpletati v predvolilni boj, zato ker bomo poskušali z novim katerimkoli županom bi že bil bolje komunicirati. Verjamemo, da je nov župan tak, da se bo dal z njim normalno pogovarjati in da bomo v najkrajšem možnem času lahko z njim dobili sestanek, kjer se bomo lahko pogovorili o reševanju problematike otroškega varstva. Se pravi, v zadnjem času so bile katere kapacitete vrtcev oziroma bodo v najkrajšem času realizirane in koliko novih mest za vrtce bi še potrebovali? Po naših podatkih, ki izvirajo iz vrtca Antona Medveda, je bilo zavrnjenih približno 480 otrok, od tega jih je v nov koncesijski vrtec Zarja vključenih že približno 180, tako da računamo, da nekje okoli tam 300 do 350 mest bi še potrebovali. Zdaj, za nami se gradi nov vrtec Kamenček, kjer naj bi dobilo mesto okoli 80 otrok, tako da nekako mi po naših ocenah računamo, da okoli 200 mest je še potrebnih v občini Kamnik, da bi rešili problem otroškega varstva. Kar boste seveda skušali doseči z novim županom? Ja, nam je važno, da se ta problematika reši. Mi vemo, da se dela na tem in upam, da bo nov župan naklonjen temu, da se to čim prej reši, kar je v bistvu v interesu vseh občanov.